skozi zgodovinski razvoj je ta prostor Evrope sprejemal različne kulinarične vplive, vendar jih ni sprejemal tako, kot smo vajeni danes v sodobni družbi, ampak so naši predniki vedno določene novosti v gastronomiji pomerili s svojim vsakdanjikom in praznikom. Skozi stoletja se je na tem delu Evrope, kjer se stikajo Mediteran, Panonska nižina in pa Alpski svet, oblikovala izjemno pestra podoba vsakdanjih in prazničnih jedi in pa pijač. Mislim, da so bili ravno nemški znanstveniki, ki so pred kratkim ugotovili, da sta dve vini, in sicer Portugalka in pa modra frankinja, izvirajoči prav iz ozemlja, ki ga predstavlja današnja Slovenija. V mojem dosedanjem raziskovalnem delu sem objavil že precejšnje število knjig. Najprej seveda knjige, ki govorijo o posameznih značilnih slovenskih jedeh, kot so recimo kranjska klobasa, potica, pogače, štrukli. Pred časom pa so izšle 4 knjige s skupnim naslovom Gastronomija Slovenije v podnaslovih Alpska Slovenija, Sredozemska, Panonska in Ljubljana in osrednja Slovenija. V teh 4 knjigah je zbranih 430 značilnih jedi, ki opredeljujejo 24 gastronomskih regij. Slovenija ima 3 vinorodne dežele: Primorsko, Posavsko in Podravsko. V vinorodni deželi Primorski je rebula, v vinorodni deželi Podravju je ranina, tudi modra frankinja, v vinorodni deželi Posavje cviček, metliško belo, metliška črnina, bizeljčan, beli in rdeči in pa seveda Portugalka, ki je tudi izvirna v ozemlju, ki se mu reče danes Slovenija. Poleg raziskovanja gastronomije in kulinarike me seveda zanimajo tudi mnenja obiskovalcev Slovenije, turistov in strokovnjakov. Čez 80% vseh, ki sem jih intervjuval, najprej vpraša, po čem ste pa Slovenci značilni. Temeljna značilnost slovenske gastronomije je različnost. Toliko različnosti na tako majhnem geografskem prostoru boste težko srečali kjerkoli v Evropi. To ni samo posledica zgodovinskega razvoja, ampak tudi rezultat določenih popolnoma različnih geografskih okolij, ki se stikajo na ozemlju, danes imenovanem Republika Slovenija.